Poslanci danes po odložilnem vetu državnega sveta znova odločajo o zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ki naj bi zagotovil preglednejše in učinkovitejše upravljanje z državnimi naložbami, in o zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki predvideva ustanovitev tako imenovane slabe banke. Pričakovati je, da bo koalicija zakona spet podprla. Četudi bo državni zbor oba zakona potrdil, pa nad obema visi grožnja z referendumom. Pobudi za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma sta sprožila sindikat delavcev v energetiki in sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. Socialni partnerji v pogajalski skupini za reformo trga dela danes znova razpravljajo o predlogu zakona o delovnih razmerjih. Eno ključnih neusklajenih vprašanj je predlagana 15-odstotna kvota zaposlenih za določen čas. Delodajalci tej rešitvi močno nasprotujejo, saj naj bi še okrepila rigidnost trga dela. Skladno s tem pričakujejo njen umik. Predsednik vlade Janez Janša in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav bosta z obiskom brežiškega podjetja Kovis popoldne začela obisk vlade v Zasavju in Posavju, ki ga bo premier z okrepljeno vladno ekipo nadaljeval v sredo. Državna volilna komisija je danes v Cankarjevem domu z žrebom določila vrstni red na seznamu potrjenih predsedniških kandidatur. Na glasovnici za predsedniške volitve bo tako prvi Borut Pahor, drugi Danilo Tirk, tretji pa Milan Zver. Ta teden bodo natisnili glasovnice, s katerimi bodo 11. novembra volivci volili novega predsednika države. Do konca tedna pa bo Državna volilna komisija glasovnice po pošti poslala volivcem v tujino. Prva volilna oddaja na televiziji Maribor bo že jutri ob 20:05. Ponoči je znova zagorel eden izmed radarjev v Mariboru, in sicer v ulici Heroja Šercerja. Gasilci pa so na poti do gorečega radarja preprečili še požig drugega radarja na cesti Proletarskih brigad. Konec tedna so vandali že požgali 2 radarja. Naprave za merjenje hitrosti so začele delovati prejšnji teden in v nekaj dneh namerile več kot 16.000 prekoračitev hitrosti. Danes pa je občinsko redarstvo kršiteljem začelo pošiljati plačilne naloge. Na Večeru so danes uradno odprli prijave kandidatov na razpis za odgovornega urednika. Po zamenjavi direktorja namreč v 45 dneh preneha mandat odgovornemu uredniku. Na razpis je prispelo več prijav iz hiše in od zunaj, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Novi direktor Jure Struc pa naj bi po vsebinskem pregledu vlog svojo odločitev uradno sporočil v četrtek, ko bo za mnenje o izbranem kandidatu zaprosil zastopstvo uredništva. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod zadržala tudi do popoldneva. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, dnevne pa do okoli 16 stopinj, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. V četrtek bo še naprej jasno vreme, v petek pa se bo od zahoda pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Na zahodu bo občasno že rahlo deževalo, proti večeru in v noči na soboto pa se bo dež okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Tudi meja sneženja se bo hitro spuščala. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Ali ravna občina v primeru izbire direktorja doma za starostnike Danice Vogrinec zakonito? V ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja pregledali že več kot 3000 ljudi. Predstavljamo 4-kratnega nominiranca nagrade Grammy Stanleya Jordana. Vedite z nami ob 18.